Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta Aljuš Pretinač in pa Miran Videtič. Ja, zdaj to je prva ura resnice po včerajšnjih oziroma nedeljskih parlamentarnih volitvah, tako da je povsem logično, da bomo zdaj komentirali te volilne izide, pa malo bomo prognozirali tudi, kakšna bi lahko bila nova vlada oziroma kdaj bo ta nova vlada oziroma če bomo sploh dobili v kratkem kakšno vlado. Zdaj, Aljuš, začnemo midva, no, ampak vsa vprašanja tudi veljajo zase, seveda Miran, recimo tako nek generalni vtis, no. Recimo pa malo subjektivno rekel, si pričakoval takšne izide ali si pričakoval drugačne, če si pričakoval drugačne, kakšne si, kaj te je recimo najbolj presenetilo, tako je, no, splošno oceno, no. Razumem, ocena stanja. Ocena stanja po volitvah, ja. Najprej najkrajša ocena moja je, kradlo se bo še naprej, ne. To mislim, da je taka kratka, ne. Zdaj malo bolj daljša je pa ta, da mene osebno rezultati gledano v celoti niso presenetili. Presenetilo me je to, da kot zaenkrat kaže, SDS Janeza Janša ni relativni zmagovalec volitev. No, jaz sem pričakoval, da bo relativni zmagovalec volitev. To smo nekako vsi tudi povedali. Ja, da pa bo odnos med blokoma tak približen kot je, se pravi, da nihče ne bo mogel relativno na lahek način sestaviti vlade, ne. Ostali vrstni red sem bolj ali manj pričakoval, no, nekako sem računal, da bi NSI lahko, oziroma ta trojček, da bi lahko bili tretji, no, NSI, SLS plus Fokus Marka Lotriča, zato ker se mi je zdelo, da niso nobene napake naredili v kampanji, no, in se mi zdi, da pač konkurenti so delali take ali drugačne napake. Zakaj SDS ni relativni zmagovalec? Jaz mislim, da je k temu največ pripomoglo dogajanje zadnjega tedna. Se pravi, te zgodbe okrog teh prisluhov, pa potem te težave z gorivom na črpalkah, no, jaz mislim, da se pač Janši to ni obrestovalo. Zdaj, lahko pol debatiramo, kdo je to dal ven nastavo, omogočil. Jaz govorim samo o učinku, no, mislim, da mu to ni koristilo. In da je nekako v zadnjem tednu uspel temu anti-Janša taboru, da je pripeljal nazaj v fokus pač sam, da ni Janša, ne. Se pravi, da so se volitve začele počasi spreminjati o referendumu Janši pa Petrolu, pa Janši pa Izraelu, in to se mi zdi, da je zadnji trenutek, tako rekoč, jim je uspel. Mislim pa, da so povedni, če seveda držijo rezultati vzporednih volitev Mediane, ne, kjer pač piše, da seniorji 65 plus, ne, so bili za Svobodo, ne, medtem ko najmlajši volivci so bili večinsko za SDS. To bi jaz prevedel, da tisti, ki se še poglavitno informirajo iz elektronskih medijev, klasičnih, se pravi obeh največjih televizij in iz tiskanih medijev, tisti so bili za Goloba, ne. Tisti dejansko niso, bi rekel, do njih niso prišle informacije, ki pridejo mogoče do nas, ki se informiramo tudi iz drugih virov, iz družbenih omrežij, iz neodvisnih medijev in tako naprej. In oni se niso pogovarjali o stvareh, o katerih se mi pač pogovarjamo. Matematično gledano je pa po moje tako, no, teh 50,000 glasov, o katerih zdaj govori Janša, da mu manjkajo, ne, da jih so oni drugače prešteli. Jaz mislim, da so ti glasovi pri Logarju, če se malo pohecam, ne. In da od rezultata Logarja, po moji pač laični oceni, je tam 50,000 glasov Janševih, ne. Tako da če ne bi bilo demokratov Anžeta Logarja, če ne bi Logar šel iz Janševe stranke, jaz mislim, da bi se danes lahko pogovarjali o tem, da je Janez Janša relativni zmagovalec volitev. 4-5%, ne? Ja. Jaz pa razumem, ne? Ja. Ne vsi, ne, se pravi, ne vem, mislim, da so prešteli, koliko so, 77-78 glasov je dobil Logar, ne? Ja. Jaz bi rekel, da 50,000 od teh je drugače volivcev Janeza Janša, ne? In to se mi zdi, da je edini minus, drugače bi rekel, da so rezultati taki, kot jih je tudi Janša pričakoval. Se pravi, edino, kar je razlika, je ta, da on je bil relativni zmagovalec, ne. Jaz mislim, da je med kampanjo, če že ne prej, začel verjeti tudi on, da bo relativni zmagovalec, in je potem ta dogodki zadnjega tedna so tudi zanj bili pol to neke vrste šok. Ker če bi bil, ne, potem pa bi zdaj poskušali na silo sestaviti neko anti-Janša vlado, kar jaz pričakujem, da se bo zdaj dogajalo, ne, skratka, da bojo probali sestaviti neko vlado vsi praktično proti Janši, pa minus Nova Slovenija.
potem bi bil to zanj idealni scenarij. Ne? Se pravi, neka šibka anti-Janša vlada, po zgledu tiste Šarčeve, ki bo verjetno na sred mandata neslavno propadla, vmes se bo itak ukvarjala sam z lastnim preživetjem, potem pa lahko on nastopi tam recimo za polovico mandata. Ne? Tako da z Janševega vidika, sem še to oprost, z Janševega vidika bi jaz rekel, da so ti rezultati bolj ali manj pričakovani, mogoče ta Asterix manjši, ne? Da mu ni uspela relativna. Zdaj si se povedal veliko več, kot sem jaz mislil, da boš povedal. Ne? Ja, ampak vsem te bom, vse je fajn, ampak vsem te bom mogel še potem nekaj par detajlov še vprašati. Ja, izvoli še te splošne vprašanje. Ja. Jaz sem bil močkam bolj presenečen kot Aljuš. Aljuš je star politični maček, pa ga taki preobrati verjetno ne presenetijo. Ne? Je pa res, ne, da ko sem v kampanji zaznal, da je recimo levemu, oziroma tem vladnemu polu uspel ena bistvena zadeva. Oni so se pravzaprav prikazali zgodbo kot na način, da je Janša na oblasti in da oni napadajo to oblast. Ne. Tako je na koncu izgledalo, spomnimo se tistega histeričnega izpada Luke Mesca, ki je bil absolutno v petek, mislim, da je dogovorjen z Golobom, da poskušajo. Ne. In so res gledali kot neki opozicijski veljaki, ki napadajo Janšo, ki je na oblasti. To je, mislim, da je bila ena od takih prelomnic in tudi tema, ki so si jo zbrali, ne, jaz mislim, da ne samo politične stranke, torej Gibanje Svoboda in pa Levica, jaz mislim, da je tle, in to je pa zdaj vprašanje, ki ga bo treba razvozlati, kar velik državni represivni aparat in pa obveščevalni sodeloval, ne, je bila tako točka v poraz, torej relativni poraz Janše. Tako da enostavno mislim, da je bila tle prelomnica, se je pa pokazalo zdaj, vidimo tudi po teh, ki jih je že Aljuš omenil, po teh analizah, ne, da je Golob pravzaprav uporabil star Vučićev trik, ne, torej recept, ne, dve skupine ljudi, ne, na katere lahko vplivaš, če imaš oblast. Eno je na stare ljudi, torej na starejše od 65, ki jih napadeš z svojimi, zdaj vidimo to, trobili, ne, televizijskimi, radijskimi, ne, in drugo je to, da si pri koritu, da si lastnik, bom rekel, proračuna in da lahko javni sektor zalivaš in tudi to je Golob uspešno naredil in to sta dve največji skupini ljudi. Seveda, treba je tle upoštevati tudi, bom rekel, da verjetno so še vedno nekateri doktorji, obrtniki, podjetniki in podobno glasovali. Imamo celo primere nekega vinarja, ne, ki je pravzaprav pred komisijo, ne, označil Svobodo. Tako da, mislim pa, da največji del gre pa na te dve skupini, ki sem jih omenil in če greste danes analizirati recimo od Dolenjske, Koroške, kjer so se po moji oceni dogajale največje neumnosti te vlade, boste ugotovili, da so glasovali za to Svobodo. Ja, zdaj, ampak recimo, no, začnemo odkole, no, zdaj oba dva sta nekako ocenila, ne, pa se tudi jaz se s tem strinjam, da je zdaj ta zgodba s temi domnevnimi izraelskimi posnetki, ne, vzela Janši nekaj odstotkov, ne, da ja, je bil zelo verjetno relativni zmagovalec, to mu je vzel, ampak tukaj me zdaj dve stvari zanima, ne, ena od usodnih točk, ne, tega spopada je bilo to takrat, ko je v tistem dvoboju 1-1, ki je pač Golob Janši pač nekaj učitelj, da je veleizdajalec, ne. Ampak zdaj me to zanima, recimo Janša velja tako za osamosvojitelja, ne. Kako je to možno, recimo, da se vsem to nekako prime, ne? Ta Golobov učitek ali pa ta oznaka, da je Janša veleizdajalec, ne? Recimo, kako je to možno, da se v javnosti recimo to na nek način vendarle prijelo, ne? Saj pri delu te Golobove publike, no? Usede se na humus tega, da pač si v Janši mislimo vse najslabše. To je pač v bistvu zdaj, bi rekel, ta doktrina... Mislim, to je na nek način paradoks. Ja, anti-Janša sentiment je še zmerom zelo močen v Sloveniji, ne? In mi smo se dolgo časa pogovarjali, kaj se bo pač zgodilo po teh volitvah, kaj se utegne zgoditi in tako naprej, ne? In dejansko je to glavni problem, ne? Ker anti-Janša sentiment očitno še danes ali pa še včeraj na teh volitvah zasenči pač vse ostalo, ne? Zasenči vse afere Golobove vlade, stanje, v kakršnem je Slovenija, kaj se jim dogaja, to očitno zasenči, ne? In tisti hip, ko ti Janši obesiš pač še neko tako zgodbo iz tujine, očitno za ta del volilnega telesa to zelo, bi rekel, izpade verodostojno, ne. Mogoče k temu malo vpliva tudi to, da za moj okus Janša
tu ni dobro pač komuniciral v zvezi s tem. No. Branil se je malo tako, kukor, da malo je vesel, ne, da ga Izraelci obiskujejo, pa da ne bo čisto točno povedal, zakaj, pa kdo, pa kdaj, pa ni bilo takrat, ko je bilo predstavljeno, pa ni bil pa je bila privat firma, pa ni bila. Skratka, jaz mislim, da bi moral odreagirati tako, kot je sicer v kampanji do zdaj nastopal, ne, se pravi pač trezno, premišljeno, lahko bi rekel, poglejte, jaz s temi posnetki pač nimam nič, mi imamo policijo, policija naj razišče, kdo je snemal in naj razišče, če je tisto res, kar so tam pač gor govorili. Nam gre za to, da, ne vem, Slovenijo obrnemo na boljš, dvignemo, ne vem, produktivnost, industrijsko proizvodno, bla, 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 zmanjšamo davke, tako, ne. Skratka, se mi zdi, da malo mu je skoraj imponiralo, da je on kot nek agent tu zdaj Izraela in jaz mislim, da je to napaka, ki korenini v čem. Da Janša pa desni pol že skozi mislita, kako v Sloveniji je večina ljudi pač za Izrael, proti Palestini, da to sam te nori levičari in te pač od teh tranzicijskih centrov moči in tajkunov pač kontrolirani mediji šel pa je to Palestino. Podobno kot mislijo, da smo v Sloveniji vsi za domobrance in spet sam ti nori levičari in te mediji, ki so od levičarjev terajo te partizane. Ampak vsakič znova se na volitev pokaže, se mi zdi, da temu ni tako. Da pač volilno telo v Sloveniji dominantno je pač usmerjeno tako, kot je usmerjeno. In tudi, če bi rekel, ne govorim o tem, da je antisemitsko ali karkoli tasga, ampak pač enostavno ne simpatizira s tem, kar recimo Izrael počne pač v Palestini, ne simpatizira s tem, da je zdaj pač vojna v Iranu in tako naprej. Utrujeno je teh nekih vojn, od teh nekih blaznih konfliktov in potem seveda tipi kot so Golob in te, to spretno pač izkoristijo in ljudje se posebej te starejši, se pač obrnejo na to stran. Pri starejših bi mogoče sam še to rekel, ko prej nisem omenil. Skoraj se mi zdi, da je nek tak, bi rekel, refleks, se pojavil lahko, kako da so spet v Jugoslaviji. Se pravi, bomo imeli spet bone, tako kot smo imeli v Jugoslaviji. Vemo, Jugoslavija je bila okružena brigama, zdaj imamo spet zunanjega sovražnika. In notranjega. Tako in notranjega, ja. In za te stare, kot bi pač nek tak nostalgičen, bravo, nostalgičen, ta izraz sem iskal, hvala Mira. Nek nostalgičen refleks, kakor da se je sprožil, ker tako sem rekel prej, to so pač ljudje, ki še vedno, pa, če že ne berejo dela, pa saj ko na TV Slovenije rečejo, delo je pisalo uno, drugo, tretje, tako odreagirajo. In plastičen prikaz tega je, se mi zdi, Bojan, to, kar je imela TV Slovenija včeraj v tej volilni oddaji, kjer je pač Tanja Gobec uspela nabrati 4 ljudi skupaj, ki so srali po Janši tam, cel čas. In to je res neverjetno. Mislim, včasih so vsaj šli na to, a veš, da je bilo neko razmerje 3:1 ali pa neki, da so nekako lahko upravičili, da je to še nekaj uravnoteženo. Ona je imela tam včeraj 4 ljudi, jaz sicer nisem tega spremljal pač ves čas, priznam, ampak tisto, kar sem videl, kar sem gledal, so srali po Janši vsi ti 4. Vključno z njenim vodenjem. Vključno z njenim vodenjem, ki je to še spodbujala, tolerirala in tako naprej. In to je zdaj od ljudi, ki recimo pač so gledali recimo včeraj po volilno oddajo TV Slovenija, so tam zvedeli, da hvala Bogu, da je uspelo Golobu pač premagati Janšo, ker Bog ne daje, da bi, če bi bil Janša, pa bi bilo danes konc v Sloveniji pač vsega. Ne vem, če si bil pozoren, včeraj. V nekem momentu je bila situacija, da je bila pa Tanja Gobec, je vodila tisti pogovor, pa so šli v državni zbor, ki je pač imel Janša svoj nastop. In pol je mislim, bil nek bulgarski novinar, je postavil Janši, oziroma pač tam, pač tistim članom SDS, ki so bili na odu, vprašanje v angleščini, kaj bo zdaj z Marto Kos. Marti Kos. In oni so ga gledali, on Bulgar je zaključeval vprašanje in ko je to slišala, Tanja Gobec, je pač rekla, vračamo se v studio, je izklopila gost tega, zato ker je nek tuj novinar postavil vprašanje o Evropski uniji. Vezano na Evropsko unijo. Vezano na Evropsko unijo, ja. Mislim, tako da je bila zelo, kot pravi, še zelo kontrolirano vodila ta pogovor. Ampak to sem imel, da ne pozabim še, ker si pač prej odgovarjal, isto velja zate to vprašanje, okoli tega pač, kako se je Janša držal ob teh očitkih, te veleizdajalci in podobno, ampak ti si prej v trdilni obliki, si tukaj v debati postavil tezo, da so bile v to izraelsko zgodbo, podarikovaji vpletene tudi neke naše službe, recimo so. Jaz to ločam, jaz ločim posnetke, ki so prišli ven
in pa poskus tega, da se Janezu Janši Black Cube torej obesi. Ne? Zdaj Janez Janša je verjetno res kot obramboslovci in kot 3-kratni premier se z mnogimi ljudmi iz Izraela dobival in tako tudi, bom rekel, s tem generalom, ki je pravzaprav svetovalec nekih 10 podobnih podjetij. Ne? Ampak on ni niti lastnik, niti ustanovitelj in podobno. Ne? Tako da, veš, tudi v teh obveščevalnih zgodbah je svet majhen, kot se reče. Ne? Tako da, jaz tle ločam, to sem bolj podrobno sem zapisal na svojem Facebooku. Treba je to prvo zgodbo gledati, ker jaz absolutno osebno mislim, da Black Cube z njo nima nič, ampak da gre tukaj za uradno, torej za uradni obveščevalni sektor izraelske države, ker oni so imeli... Mossad. Tako, Mossad, ker oni so imeli, ali pa eno od izpeljanj, ker oni so imeli direktni torej interes. Kaj je bil njihov interes? Njihov interes je bil, da se Slovenija, ki je 2 leti, in tle moram jaz reči, da če si je zbrala to pot Tanja Fajon, je zelo korektno, da bo prepričala zaradi verodostojnosti take tožbe zalivske države, torej Oman, Jordanijo, Saudsko Arabijo in je res delala ženska 2 leti na tem. Spomnite se, vsi smo bili zelo kritični tudi do nje, hodila je skozi, govorili smo, kako na izlete hodi in podobno. In enostavno tik pred tem, da se te zalivske države odločijo ali pa so se že celo, da se pridružijo, je prišla potem ta bomba o posnetkih, ne. Ker je potem, kaj je bila edina reakcija, in to je edino dejstvo do danes znano, ne, vlada ni podprla soudeležbe pri tožbi. Pika. In zadeva je bila tako je. In tisti moment je bila za Izraelce zgodba končana in uradno zahvala zunanjega ministrstva Izraela. In posnetkov ni bilo več. In posnetkov ni bilo več. Druga zgodba pa je privatna agencija Black Cube, ki jo lahko najameš ti ali pa jaz, če imamo veliko denarja. Ne? Ta Black Cube pa mislim, da je bil zaradi vsega tega, kar se je še vzporedno dogajalo, meni nek pokazatelj, da je vendarle nekdo drug tukaj v prste v moču, ne pa Janez Janša. Ne? In da pravzaprav Janez Janša s tem Black Cubeom nima nič. Zakaj tako govorim? Enostavno to so ljudje, ki so izvežbani in šolani za to, da so nevidni. Ne? Zdaj, jaz verjamem, da pridejo v Ljubljano, da bi se dobivali z Janezom Janšo, to je prva neumnost. Namerno vidni, ne? Ja, jaz mislim, da je to prva neumnost. Oni so bili pravzaprav, pazi, iz Tel Aviva na poti v Rim in oni so samo postanek v Ljubljani naredili. Ne? Se pravi, oni so imeli neke svoje obveznosti poslovne v Rimu in so naredili še pravzaprav postanek 2 urni ali 2 ure pa pol postanka v Ljubljani, zato da so bili, pazi. Se pravi, izvežbani agenti, torej, ki jih je Izrael izvežbo, pa veš, kakšna ima, bom rekel, kakšna šolanja ima Izrael kot država, ki je najbolj ogrožena na tem svetu, so prišli, poskrbeli, da so bili zelo glasni, da so se zapeljali na Trstenjakovo, da so tam po Trstenjakovi naredili, in so šli nazaj na letališče in naprej v Rim. Meni je to, mislim, tako, mislim, tako nežno povedano mi kaže na to, da to je nekdo opravil, ki je imel količino denarja, ker to ni poceni, in ki ima oblast in ki ima tudi nadzor nad obveščevalnim sektorjem, da lahko to eventualno to privatno firmo posnel, ko se pelje po Trstenjaku in mogoče se lih ustavlja pri, ne vem, Trstenjakova 8 ali pa Trstenjakova 6 ali pa karkoli. Potem pa kaj je bila naslednja reakcija slovenskih medijev, ki so pa trdo na liniji Goloba in te vlade. Oglasil se je, kot ti rečeš rad, ničim izazvan, bivši svetovalec za nacionalno varnost v vladi Obame. Človek, ki je znan tudi po tem, da za Obama Foundation novači ljudi po Evropi. Ja, Beri Niko Kovač. Ki je povedal, da to je pa škandal, da on pozna to zadevo in ne vem, če ni celo pozval, da je treba voliti Goloba. Takrat je bil pa meni... pozval je. Ja, takrat je bila pa meni Rovc. Takrat je bila pa meni ta zgodba precej bolj jasna. In bom rekel tako, malo so se edin zakomplicirali, ker so dali to neveščim nevladnikom in pa neveščemu novinarju, to speljati, in je pravzaprav nek, bom rekel, Peter Marše, ki zdaj ni, bom rekel, top v tem obveščevalnem
novinarskem poznavanju, ne, z 2 vprašanji zrušil praktično celo tiskovno konferenco. Ne? In potem pazi, ko se je videl to, panika, mediji morajo nabiti in potem gre, pazite, v svetu ti pride direktor obveščevalnega sektorja pri takih velikih zadevah in ti pove, javnosti pove, kaj se je dogajalo. Pri nas politik, Vojko Volk, sekretar nacionalno varnost, ki prenaša neka sporočila, saj sem dolg, saj bom hmalo končal, ki prenaša neka sporočila Sove Joška Kadivnika, ne, in podpre, in more zapreti oziroma more podpreti Niko Kovač. Mislim, zdaj, vsak, ki ima 5 gramov pameti, si bo vprašal, kaj tle nekaj ne štima. Ne? In to je absolutno obrnil volilni rezultat. Zdaj, ki si prej rekel, da pač lahko vsak od nas najame Black Cube, če ima veliko denarja. Ja. A ste videli, opazili, da je Golob v nekem trenutku začel govoriti o natančni ceni, ne? Ja, on je govoril o milijonu. Ne pa se kratko nekaj ugibal, koliko bi to lahko bilo, Kina, nekaj rekel pol milijona. Ja, pa tudi Nika Kovač je cifro milijon. Pa na enkrat že v enem od 2 soočenih je pa on že postavil fiksno ceno, ne? Tako da si bi človek mislil, ne vem, kako ve, da je to kdo plačal. Genij, kdorkoli, nimam pojma, veš, on je vedel ceno, ne, na nek način. Ja, pri čemer pa drugi fail, ki se mi je zgodil, ne, je pa tisti dan, kaj je bila sobota, ko Borut Mekina objavi, da so nas Palestinci prostili za to, da se umakne. In navaja, bom rekel, čist napačno sodnico, oziroma napačno sodišče, sicer ga ne zapiše, ne, ampak potem, ko človek preveri, kaj pa imamo mi na sodišču, na sodišču na IAC-ju, ne, vidiš, da nimamo nobenega sodnika. Ne ve, ali to ne, pač to so lažnivci, Bojan. To so lažnivci, ki bojo medijski lažnivci za koristi korupcijskega režima. Nima druge razlage. Mimo grede, prej si rekel, da so pač mediji potem to vse povzeli in tako dalje. Ampak pazi, danes berem komentarje Primoža Cirmana, ne? Da je pač imel Golob problem v tej predvolilni kampanji, ker so bili vsi mediji, ne? Vse medije, zlasti televizije, bil proti njemu. Skratka, samo pogum, necenzurirano, je navijal za Goloba. Kako, ne? Sprav, izjavi neumnost in ostane živ. In ostane živ, kot se temu reče, oziroma misleč čistega obraza. Ja. Mislim, noro. Ja, ne, 2 stavka. To, kar je Miran omenil, ne, jaz bi se fokusiral na to, kaj so slovenski organi v tej zgodbi počeli. A ne? Kva se ima sekretariat Sveta za nacionalno varnost sestajati, da presoja ravnanje glavne opozicijske stranke o volilni kampanji. Ne? To je prva stvar, kjer bi pač mogli zaropotati, pa nihče ni. In drugo, če že Sova poroča sekretariatu Sveta za nacionalno varnost o nekih stikih ali pa domnevnih stikih pač glavne opozicijske stranke z nekimi tujimi entitetami, ko ima sekretariat Sveta za nacionalno varnost potem iti na tiskovko pa to sporočati v javnost par dni pred volitvami. Ne? To je eklatantna zloraba in tega sekretariata in tajne službe. Ker Sova po slovenski zakonodaji nima kaj spremljati SDS-a, slovenskih državljanov, lahko spremlja tuje državljane, pri nas upam, da to tudi počne. Tis hip, ko pride to do naših državljanov, morajo to prevzeti organi, ki so pristojni za slovenske državljane. In nima Sova več kaj s tem. Ne? In jaz si ne predstavljam države, kjer ima sekretariat Sveta za nacionalno varnost sestanek s tajno službo in potem na tiskovki razlaga, kaj jim je tajna služba tam povedala. Po brez veze. Po bi lahko imel pač direktor Sove tiskovko in bi tam isto povedal, zakaj rabimo vmes še nek medij. Ne vemo, če je to res. Ne, nič, ker so to tajni podatki. Ja, ne vemo, če je to res, kaj naj bi direktor Sove tam govoril. In to je vmešavanje v predvolilno. Oziroma sploh ne veš, ali je sploh direktor Sove o tem to govoril. Točno to. In to je pač popolno predvolilno vmešavanje. To je ta en stavek, sicer več stavčna poved, zdaj pa še ta drug. Nika Kovač, ne? Po kaki logiki Nika Kovač tvita in ne vem kaj še na volilni dan, zaostajamo, panika je, oni vodijo, pejmo vsi na volt, zdaj gre za res in ne vem kva. Kje ona, mislim, kdo je ona? Kje ona zaostaja? Odkud ona ve, da pač nekdo zaostaja? Ja, ne? Se pravi, ali ima spet neke podatke, za kire mi ne vemo, ali pa si spet enostavno zmišljuje, kako prav Miran. Ne? In mi smo prišli v situacijo, kjer je vsaka poteza Janeza Janše, tudi če je čist, bi rekel, skladna z našo politično tradicijo, kulturo, zakonita, sprejemljiva, jo vsi delajo,
je anatema, ne? Se pravi, je pač obsojanja vredna, zavržna in ne vem kaj. Vse, kar pa ti počneš v imenu boja proti Janezu Janši, je pa pač ne samo sprejemljivo, ampak zveličavno in ne vem kaj. Ne? In tu je ta problem. In v taki situaciji ti zelo težko, kot Janez Janša, na kakršenkoli način odreagiraš. Ne? Ker v bistvu nimaš nič manevrskega prostora. Medtem ko vse, kar ti vržeš v Janšo, nekaj se bo že prijel. To je tista klasična, pač greš po cesti, nekdo vrže od tebe kje po blata in reče, pogledajte ga, kako je umazan. Ne? In ti potem pač moraš razlagati, da nisi umazan, da te nekdo drug umazal in ne vem kaj. Ne? In zdaj ti isti ljudje na teh glavnih medijih, posebej TV Slovenija, pa tudi Pop TV, ne? Ki so gonili 14 dni, kdo je to posnel, kako je to posnel, kdo je naročil, da je to posnel. Zdaj po volitvah razlagajo, ne, kako je pa zdaj to velika zmaga Svobode in veliki poraz Janše. Tam ga sprašujejo, če bo odstopil. Ne. Mislim, ni odstopil pred 4 leti, ko je res zgubil proti Golobu. Ne. Zdaj je pač par glasov razlike in ga sprašujejo, če bo odstopil. Ne. Golob, Bojan, če prištejemo še glasove, ki ste jih dobile stranka Alenka Bratušek in Lista Marjana Šarca na prejšnjih volitvah, ki so se potem utopile v Gibanju Svoboda. Golob je izgubil 180,000 glasov. 180,000 glasov. To je ogromna številka. Sam jih je izgubil direktno 16,000. Ogromna številka. Pa 11 poslancev. Ne vem, 11 poslancev. Ne? Ampak on je recimo veliki zmagovalec. Ne? Tam so celo te plačani, da so srali po Janši cel večer na TV Slovenija, so tam pol nekaj razlagali, da če bi Janša bil prvi, bi to bilo malo neugodno, ampak če bo pa slučajno Golob prvi, takrat, ko se še ni vedlo, bo pa to ful legitimnost, da Golob sestavlja vlado. Ne? Ko je Janez Janša dobil volitve 2018, na katerih je dobil praktično 2-krat več kot Marjan Šarec, pa je Marjan Šarec sestavljal vlado, nihče ni govoril o tem, da to je pa nelegitimno, zato ker vlado sestavlja Marjan Šarec, ki je dobil 2-krat manj glasov kot relativni zmagovalec, recimo volitev. Ne? Problem je ta, da mi pač živimo v tej sporedni realnosti. In tisti ljudje, tisti del volilnega telesa, ki po en stran ima ta nek strah pred Janšo, ki je bil tudi privzgojen skozi leta pač demonizacije Janše, in po drugi strani se informira večinoma iz tovrstnih medijev, jaz nisem presenečen, da so se odločili tako, kot so se odločili. Ne? Ker v teh medijih zveš, da Golob je zrihtal dolgotrajno oskrbo, Golob je zrihtal božičnico, Golob je dvignil penzije, Golob je rešil iz Dubaja, Golob je zaščitil javno zdravstvo, čakalnih dob ni, oziroma so itak fake, pa imaš pa na drugi strani tam nekega groznega Janšo, ki pa bo vzel božičnico, vzel penzije, vzel javno zdravstvo, pripeljal Izrael in ne vem, kaj še vse. Vojna bo. Sej problem je v tem, kar je Ljuž zdaj povedal. Ne? Če imaš pri zdravi pameti, ki malo posumaš v kakršnokoli zgodbo, njihovo si janšist. Fašist. Če ne ploskaš, si že janšist. Ja, ne da bi pomislili mogoče, da pa nekdo tudi razmišlja v ugledu države, da razmišlja, da mogoče pa vem, da me imate za norca. Skratka, da razmišljaš nekaj in si sumničav. To, kar bi mogli novinari biti. Poglej tisto tiskovno konferenco Nike Kovač. Prišli so samo zato, ker so mogli priti. Razen tega Petra Mrseta, ki je postavil 2 vprašanje in jim je sesul zgodbo. Vsi ostali pa tiho in letel in redakcijam, uredništvom, bom rekel, poročali, kar se je tam dogajalo. Tako da, veš, mi smo ta intelektualni doseg tega naroda je blazno padel, s takimi, bom rekel, paradržavnimi zgodbami. Ne? Zdaj, če gremo malo na korak naprej, tako da malo pogledamo za naprej. Oziroma, pač v tej zvezi bi mogoče še nekaj vprašal, pa nekaj malenkosti. Recimo, kako komentirate, kako se vam zdi, zakaj je Logar dobil samo 6 poslancev? Čeprav jih je on pa ti njegovi sodelavci, tudi jaz sem napovedal, da jih bo dobil več, da bi to presenetili. Kaj je bil razlog, recimo, da je padel, ne vem, enkrat na samo 6 poslancev? Kaj je bil, recimo, ključni razlog, da je, recimo, Resnica dobila 5%, oziroma 5 poslancev? Kaj je bil, recimo, razlog, da, ne vem, da Urška Klakočar Zupančič ni bila izvoljena, pa mislim, da je 4. ali 5. še ne bo volilne enoti, da na nobenem primeru pa vedno med najbolj popularnimi. Pa druga, tretja najbolj popularna političarka, zdaj pa se rezignirano umika iz politike. Tako pa nekaj takih zanimivih momentov. Predno pa idemo na prognoziranje nove vlade. Ja, pri Logarju bi rekel, da sta bila
dva dejavnika. Eden je bil ta, da pač so se volitve spremenile v pač referendum Golob ali Janša, in to so potem pač vsi so zgubili. Z tega vidika je še bolj impresiven rezultat, zato sem prej rekel vodoma, da se mi zdi njihov rezultat pač v bistvu zelo dober, ravno zaradi tega, ker oni niso zgubili. Je pa res, da so ostali tam, ko so bili, ampak so preklopili SLS, pa ne vem, tistih 5 glasov, ali koliko jih pač Fokus Marka Lotriča prenese. Ja, ampak Fokus Marka Lotriča ima eno poslanko. Ama? In on ima enega SLS vem, da ima, ampak za Lotriča pa ne vem, imajo. Rekli so bi danes, da imajo poslanko. Tako da očitno se jim je res se jim je vsem splačalo to, da so šli. Logar, jaz mislim ko sem rekel, referendum med Golobom pa med Janšo, pa Logar nekako ves čas je bil občutek, da sedi na več stolih, da želi sedeti na več stolih hkrati. Se pravi, Janša mu je očitil, da ga je izdal, anti-Janša stran mu je očitala, da ga ni izdal, on se pa ni znal neko čisto točno opredeliti, kaj bi. In ko je rekel, ves čas je to zagotavljal, ampak na koncu se mi zdi, je pa še poudarjeno to rekel. Je rekel, da on v vlado z Janšo ne bo šel. In z Golobom. In z Golobom tudi, ampak ta del se mi zdi pomemben glede Janše, ker moj vtis je ves čas bil, da večina, zato sem prej tudi rekel, da je Janši odpeljal pač 50,000 glasov, tudi te ankete so nekako skozi kazale, da on jemlje v glavnem Janši glasove, ko je šel rating SDS-u dol, tako je šel Logarju gor. Moj vtis je bil, da on pač nagovarja volivce, ki so iz tega ali drugačnega razloga pač nezadovoljni z Janezom Janšo in niso za Goloba. In ko je on skozi poudaril, da on z Janšo ne gre, je en del teh volivcev siguren razočaral. In ko se je začel kazati, da je realna šansa, da Golob postane, pač tisti, ki nočejo, da Golob postane, ne morejo biti ziher. In tudi, če pogledamo danes situacijo, in dobesedno praktično Golob vlade ne more sestaviti, če zdaj tranziramo za naprej, ko si rekel, ne more sestaviti vlade brez glasov poslancev Logarja. Logar ima pa dodaten problem, da kot zaenkrat kaže, on sam ni bil izvoljen. Niti Eva Irgl. To pomeni v bistvu to, da imeli smo že take primere. Stranka Alenke Bratušek pa Alenka Bratušek ni bila izvoljena. Desus pa Rjavc ni bil izvoljen. Ampak vendarle to so demokrati Anžeta Logarja. Mislim, vse, kar tam je Anže Logar. Mogoče malo še Eva Irgl, ampak drugega ni tam. Ki tudi ni bila izvoljena. In oba nista prišla noter. In to je nekako zdaj kozmično, ali pa če kdo hoče, pač, če verjame v višjo avtoriteto, neko božje sporočilo, da se pač politična izdaja ne izplača. Ti si briljantno ugotovil, vsi prestopniki poslanski niso bili izvoljeni. Nobeden ni bil izvoljen. In to ne more biti naključje. Pa je kozmično. Resnica pa po moje nekako nadomešča zdaj Zmaga Jelinčiča, tako jaz vidim, se pravi, on je že malo utrujen in tako v letih in oni so nekako zasedli zdaj ta prostor SNS-a. Zna pa biti, kar bi bil pa tudi svojevrsten paradoks, jaz ne napovedujem tega scenarija, je pa možen. Pred 4 leti je Golob preprečil, po mojem mnenju, Zoranu Stevanoviću, da že takrat pride v parlament, ker mu je pobral te anti-Janša, anti-Covid glasove, ne bo nikoli več mask in tako naprej. Zdaj ima pa Stevanović, ali bo izkoristil, ali bo sposoben izkoristiti, ali ne, drugo vprašanje. Idealno priložnost, da se mu maščuje, ker Golob praktično brez njega vlade sestaviti ne more, tako rekoč, matematično. In ima zdaj šanso Stevanović, da mu vrne za tisto pred 4 leti. Samo zdaj tako situacija je taka, zdaj ta vlada, sedanja vlada, mislim, da ima 40 glasov, In potem skupaj z levi pol ima 40 glasov in zatem skupaj z Stefanovićem ima 45. Zdaj obratno pa ta desni polči Logarja, ki pač pravi, da je desnosredinski politik, ima pa 43 glasov. Se pravi, na nek način je šlo malo zgodba na desno, če bi rekli. In zatem gladko se stavi vlado z tem Stefanovićem. Ampak na nek način imamo zdaj v bistvu dva kingmakerja, in Stefanovića in Logarja.
Ja, pri čemer bi rekel, da ne vem, če se bom strinjal, da je Stevanović v boljšem položaju, ker on je res te ljudi pripeljal v parlament in tudi sam je v parlamentu in bi si upal trditi, da jih ima mogoče pod večjo kontrolo ta hip kot Logar, ker Logar ima res problem, da on niti poslanec ni. Ne? Jaz sem pred volitvami napovedoval, da se mu utegne zgoditi, da bo sam svoj glas nadziral, ker mu jih bo pol šlo k Janši, pol pa recimo Golobov teh poslancev. Zdaj pa niti svojega glasu nima. Ne? Tudi Eve Irgl nima tam, da bi recimo to neki skrb držala in ne vem kaj. In je res v težki poziciji, ker če se bo nakazovalo, da se bo vlada dolgo časa oblikovala in da grozijo pač ponovne predčasne volitve, jaz ne vem, kjer od teh poslancev bo tvegal, da bo šel še enkrat na volitve, ker tako kot so bili danes izvoljeni, vprašanje, če bojo še enkrat. Ne? In vsak bo gledal, zdaj sem bil, mogoče zdaj ne bom in bo tudi z tega vidika bo blazen pritisk na to, da se neka vlada sestavi. In zdaj, če bo se Janša držal tega, kar je rekel, in jaz mislim, da se bo, da on pač neke take, bi rekel, nasilo skrb sestavljene vlade, ki bo imela tam 47-48 glasov v parlamentu, ne bo šel sestavljati, ne? Edini, ki jo lahko pol sestavi še, je Golob. Ne? Golob pa zaenkrat nič ne kaže, da se je naveličil biti predsednik vlade. Ne? In jaz mislim, da bo zdaj blazen pritisk in na poslance Resnice in na poslance demokratov Anžeta Logarja, da tudi če se liderja teh dveh strank ne bi odločila za sodelovanje v koaliciji, da se bo iskali neki pucki oziroma neki ti prestopniški poslanci. Ne? Ker izkušnje imamo iz leta 96, ko je praktično bilo enako pač pad pozicija na volitvah, ne? So poskušali potem z vlado sestaviti s 46 glasovi, pa ni šla skozi na tajnem glasovanju, ker Metod Dragonja boje takrat ni glasoval, ker je bil neki razočaran. In potem je prišel do te vlade LDS, SLS. Ne? Ta hip pa, bi rekel, se mi zdi, je pa mala možnost, sam še to vprost, da bi Nova Slovenija tukaj rešvala Goloba, pa da bi odigrala vlogo SLS-a, če recimo rečemo, da je Gibanje Svoboda zdaj v vlogi, kot je bila LDS leta 96. Zdaj, dolg časa, če je Logar ni dal izjave, ne, oziroma Goloba sploh pa dolg časa ni bilo na Golob bi mogel preveriti, je not ali ni. Ja, čakal je, da bo izvolil, bo ga prišel, ne, pa malo je odigral zmagovalca potem. Ja, seveda. No, ampak hočem reči, Logar dolg časa ni dal izjave, Eve Irgl je pa vmes neke solze spuščala, ne. Na robu joka je bila. Ja, sej so osmoljenci, ne, treba priznati. Ne. So osmoljenci, jaz sem bil tudi še en mesec nazaj ali pa en mesec pa pol nazaj prepričan, da bo to trikratnik tega, kar so dobili, ne, ali pa tam nekje, recimo, ne, da se bojo gibali tam med 15 pa 18-19%. Jaz se precej strinjam tle z Aljušem, ko pravi, da je naredil veliko napak v zadnjih 2-3 tednih. Jaz bom rekel, za neke stvari ga vidim, za neke, ki pa so po moji oceni vplivali tudi močno, ga pa ne vidim kot krivca. Ne. In recimo, predvsem v tej točki pa bom razložil, zakaj tega izbora medijskih podpornikov, ne, tudi, bom rekel, moramo biti pošteni, tudi v naši oddaji sodeluje en takih, da ga ne imenujem, ki so na nek način... Petra, ja. Ki so na nek način... torej bil je razkorak med tistim, kar govori Logar in med tistim, kar so recimo, kar je konkretno, ki si ga že omenil, Peter razlagal javnosti. Ne. Se pravi, Logar kot desni politik, sodelovalen politik in podobno, Peter je imel precej, bom rekel, izključevalne, agresivne nastope, kar se tiče vsaj SDS. Tako da tle in seveda ljudje so ravno zaradi teh nastopov Petra povezali, bom rekel, z Logarjem, zelo močno. Ne. In tle jaz mislim, in imel je tudi zvočnike, bom rekel, ne samo tvojo oddajo, tudi Pop TV, in enostavno pride v tem bazenu, kjer je Logar lovil, pri ljudeh pride do zasičenja, ker pravzaprav si rečejo ne. Jaz mislim, da to je eden od razlogov močnih, ki je Logar pravzaprav veliko tega izgubil. Ne. Zdaj, seveda, prišla je tudi ta zadnja zgodba z gospodom odvetnikom Oberstarjem, ki je govoril o Otmarju Zornu in vidim, da ta Otmar Zorn jih je pravzaprav zelo piknil. Ne. Omemba Otmarja Zorna je pri ljudeh iz tabora Logarja, kar bom rekel, mislim, zelo čutiš to nelagodje. Tako da, en cel kup, če ga skup sestavimo, ne,
se je ta neka zgodba topila. Pa meni je žal, ker mogoče, mislim, jaz imam rad hrabre ljudi, ki poskušajo nekaj novega in on je, bodimo pošteni, je poskusil nekaj novega in zaenkrat se je pokazalo, da očitno ta tretji blok, to si ti v zadnjih tednih vsaj bil zelo skeptičen do njega, se ni prijel. Da ni tretjega bloka, ker nikoli nisem vejel, da bi lahko Matjaž Han šel v tretji blok. Matjaž Han ni tretji blok, ne? Nova Slovenija ni tretji blok, ne? Ampak to sem hotel še reči v tej zvezi, ker smo pač prišli na tele prestopnike. A to res ljudje, tako bom rekel, ne marajo teh prestopnikov? Ker to res verjetno ni naključje, da nihče od njih ni bil izvoljen. Ja, no, prosti, prej ti nisem odgovoril. Kaj to veljajo za izdajalce? Kako? Ja, ker prej ti nisem odgovoril še na eno vprašanje, ne? Zakaj Urška Klakočar Zupančič ni... Ja, to sem sebi še spomnil. Zato, ker Slovenci ne marajo kurbarije, ne? Kurbarijo toleriramo, če je skrita v čem. Se pravi, če ni na očeh javnosti. Ne? Ona je pa v bistvu kampanjo pelala preko te svoje kurbarije. Ne? To je ista debata zdaj. Ja, ona je pelala kampanjo preko te svoje pač kurbarije, ne? In to očitno so volivci niso tega nagradili. Ne? Ti zaključek, ta video, ki je dala ven, kaj da dela za nek šov. To je to, kar pravi Luft. In očitno pač volivci tega niso nagradili, ker kaj drugega bi lahko konkretno učitelj. Z odličnim krajem, ki ga je imela. Na liniji je bila, se pravi, branila je te kovine revolucije, da tako rečemo v narekovajih, vse, tudi ni je necenzurirano napadalo, recimo, da je skrenila s poti ali pa ne vem kaj. Niso pač mediji, ki so bili nenaklonjeni Golobu, niso pač bildali, da bi zdaj to je škodilo pri volivcih, ker očitno Golobu to ni škodilo, če je zmagal volitve, da so bili vsi mediji mu nenaklonjeni, tako kot eni pišejo. Skratka, jaz mislim, da enostavno ljudje ne marajo, bi rekel, teh nekih, ali pa so zdaj razvili vmes občutek do tega nekega političnega konvertitstva, da tega ne nagrajuje. Bi pa rekel sam še to, da je Logar zdaj mu nič ne zavidam, ker je res v zelo težkem položaju. Ker karkoli naredi v bistvu je lahko njegova politična kariera tako rekoč končana. Zdaj, ali greh Golobu, potem po mojem mnenju bo razočaral teh 50,000 volivcev, kolikor jaz ocenjujem, da pač niso Golobovi volivci. Od teh 77, koliko jih ima, ali pa gre nazaj k Janši, in potem bojo tisti, ki so na novo zanga bili, kot recimo mariborski podjetnik Marko Verdel, ki je v enem podcastu, ki ga jaz vodim, rekel, da on je podprl pač Logarja, ker razume, da Roga razume, da ne more iti nazaj k Janši. Se pravi, karkoli naredi, je pečen, tako rekoč, da rečem, in plus tega, če si ti saj fizično tam ali pa nek vodja poslanske skupine, vse en lažje ti nadziraš te poslance, kakor da te niti noter ni. In tudi nobenega njegovega tesnega sodelavca, če vsaj Eva Irgl bila. Ker tu se bodo spet razmerja moči, že neminovno se bodo znotraj stranke spremenile. On bo dejansko zdaj odvisen od tega, da ga bo nek vodja poslanske skupine tam informiral, kaj se pogovarjajo. Zdaj ti kot predsednik stranke, recimo, da se bom zaposlil tam, zdaj kot predsednik stranke, ker pač imajo nek fond, ne bojo dobili ta stranka denarja. Ampak, zdaj ti kot predsednik stranke ne moreš sedeti zraven na poslanski skupini, ali kako? Mislim, lahko hodiš, seveda lahko hodiš na sestanke svoje poslanske skupine. Čakaj, nismo imeli takega primera že. Mogoče je bil nekdo... Igor Lukšič je bil pač predsednik stranke. Ampak zdaj vprašanje je, a ti oni priznavajo to ali ne, in ali ti drugi priznavajo pač sodelovanje, mislim, to vlogo ali ne. Skratka, zapleteno je to. Je pa ravno Igor Lukšič, mislim, da javno povedal, da on, ko je postal predsednik stranke, je stranka že, pač volitve so bile že mimo, stranka imela 10 poslancev, on je rekel, da 2 sta bila njegova. 8 so jih parigirali od druge. Jaz sem se pogovarjal z Zdravkom Počivalškom, on je tudi prevzel stranko za Mirom Cerarjem, imel tudi 10 poslancev in mi je rekel, 7 so mi jih odpeljali. 7 so mi jih odpeljali. In zdaj, če tu pogledamo, pa pač niti Počivalšek, niti Lukšič nista prevzela nekih novih strank, tudi nista včeraj prišla v politiko, tudi Logar ni sicer, ampak zelo težko se mi zdi, bo on lahko nadziral te svoje poslance, po drugi strani pa tako se rekel, karkoli se bo odločil, bo to šok. In težko bo iz tega potegnil neko kakršnokoli korist. Da ne omenjam tega, da tudi je človek zdaj brez službe. Tudi to je treba upoštevati. Mislim, da po ne vem koliko letih. Od nečesa pač mora živeti, ima tudi družino in tako naprej. Skratka, mu ne zavidam, res ne, te situacije, v kjer je. Lej, jaz bi tle dodal, da
mi kadre, kot je, torej država, kadre, kot je Anže Logar, jaz mislim, da nujno potrebujemo. Ne. Tle se boste verjetno strinjali, da je on pod okriljem SDS-a bil eden, ko je bil minister, recimo za zunanje zadeve, je bil on eden od najboljših ministrov, jaz bom kar direkten. Ne. Je pa res ta razlika, ne, da ko si v nekem sistemu, kot je bil on v SDS-u, ne, je praktično tako, kot si ti Luka Dončić v Lakersih, ne, prideš, je vse pripravljen, dres, ne, superge, brisačka, vse, tukaj pa stopaš v vlogo, kjer moraš tu pravzaprav... Tu si pa Luka Dončić oprosti v Dallasu, ker ni nič ni pripravljen, pa moraš ti vse sam. Ja, ali pa to. Ja. Ne? Tukaj je pa on v tem, bom rekel, nekem prvem, prej sem povedal, kaj je recimo mene zmotil, tle moraš pa ti poiskati prve sodelavce, ljudi, ki ti bojo nekako nosili v javnost te zadeve in tle recimo je, po moji oceni, on imel neko zgrešeno sliko. Zdaj, jaz si ne bi želel pri Anžetu Logarju absolutno, da odide iz politike, ker se mi zdi, kot pravim, premalo imamo mi kvalitetnega kadra in na desnem in na levem, ne, mehni smo, ne, da bi se kar odpovedovali takih profilov, kot je Anže Logar, bo pa sigurno to neka šola za njega. Kar se tiče pa vlade, vstopa. Aljuš Bojan, človek je gradil na antikorupcijskem programu. Jaz si težko predstavljam, da bo on Roberta Goloba podprl, ki je 15-letni prijatelj Zorana Jankovića in prijateljev nje izdajaš. Ja, pa ga je vedeti na sodelovanju, ne? Na sodelovanju. Ja, veš, da, jaz se strinjam s tabo. Jaz imam tle ful pomislek, ne? Če bi bil Golob pameten, jaz sicer mislim, da ni, ampak če bi bil pameten, on zdaj pride pa ponud Anžetu Logarju v mestu zunanjega ministra. Dobro. Ne? Veš, kakšen pritisk bo na Anžeta Logarja, da to sprejme? Ja, ali pa predsednika parlamenta. Ali pa to. Ja, ne moreš še predsednika parlamenta, če ni izvoljen. Ja, to ne. A je pa to. Ja. Klicali bojo vsi od ZDA. Lahko pa da bo, se upravičujem, lahko pa da bo, ker je nekaj razlika s temi glasovi iz tujine. Ali pa kjer tam, recimo, kam gre na neko funkcijo, pa polovno pride. Ampak vsi bojo klicali, razumeš? Od ZDA do Izraela, do ne vem koga. Vsi, ki so imeli izkušnje z Anžetom Logarjem kot zunanjim ministrom, pa imajo zdaj izkušnjo z Tanjo Fajon kot zunanjo ministrico, bojo klicali. Poslanci bojo pritiskali, ne smemo iti še enkrat na volitve, moramo iti v vlado. Recimo, da pač Janša bo pasiven, ali pa da je znotraj poslanske skupine demokratov, jaz jih ne poznam, priznam, taka situacija, da jih bojo večinsko proti temu, da bi recimo z Janšo šli v vlado. Ne? Blazen pritisk bo na Logarju, zato sem prej rekel, da mu ne zavidam. Je pa res, da če bi storil recimo obratno, tudi po moje nima prihodnosti, ker bo ta bes teh medijev, ne, se pravi dominantnih medijev, pa Nike Kovač in vsega, se bojo vsi, se bo zgrnil na Angliji. Nika Kovač bo zdaj besna, prej ga je žalila 2 meseca, kako, ne? Ja. Da je desničar, da je janšist, da je fašist, da ne vem kaj še vse, zdaj bo besna, ker ne gre v Golobovo vlado. Poglej uno četverico, oprosti, ker smo te prekinili. Nekaj ne gre, ampak zato, če bi Janševo omogočil, ne? Aha, to bi bila besna. Lej, jaz se s tem, če ne bi šel, bi verjetno Janševo omogočil. Ne? Ja. Zdaj njemu bi bilo absolutno lažje, ne, če ne bi bila... In s tem se ga tudi na nek način Golob malo znebi, ne, če ga da zunanjega ministra, ne, iz domače politične njemu bi bila... To bi lahko prodal, ne, pač tudi recimo koalicijskim partnerjem, ne, recimo še Matjaž Han bi lahko to spretno, če bo ostal predsednik SD, tam razložil, da pač, sej Logar je, ne vem kaj, ampak zdaj on zunanja politika, ne, to se pravi ni notranja, to imamo usklajeno s predsednikom vlade. Ja, kaj pa zdaj tu Logar, pa recimo tedaj Ostec, pa zdravstvo in tako dalje, pa Levica. Ja, sej gremo lahko iz Zorana Jankovića, gremo lahko še na Levico, pa bomo videli spet ne. Ampak glej, veliko lažje bi njemu bilo, če bi vsaj kompatibilna bila Nova Slovenija, ne, v to smer razmišljanja, da bi pa mogoče šli. Ampak Nova Slovenija je s fantastičnim rezultatom, mislim, pravzaprav res čestitam ob tem, dosegla, da
so pravzaprav v takem enem zelo lagodnem položaju. Ne rabijo se rint, ne rabijo se, bom rekel, soodločati v samem štartu, čakajo in jaz mislim, da Vrtovec bo tle absolutno in tudi konec koncev, zakaj bi šel Vrtovec, mislim, ne vidim te možnosti, zakaj bi šel Vrtovec podpirati Roberta Goloba, ki mu je spakiral 3 kazenske ovadbe v zadnjih. To mu je spakiral prejšnji teden. Malte ne, hišno preiskavo in podobno. Tako da, tle ima res težek položaj Logar in ga pravzaprav lahko pečejo in z leve in z desnega rostajo, kakor se temu reče. Je pa menda Golob pripravljen se v trenutku odpovedati levici, ne? Če bi lahko sestavil vlado z on, da bi bil mandatar, predsednik vlade, pa socialni demokrati, pa Logar, pa Nova Slovenija. Jaz podobno slišim, da Nova Slovenija mislim, ne bo šla. Ampak poglej, Bojan. Oni pravijo, da so ta rezultat dobili zaradi tega, ker so bili dosledni na te liniji desne sredine. Oni morajo upreti, se spomnite, torej zadnjega mandata Golobovega prve 2 leti, ko smo bili kritični do njih, ne? Oni morajo upreti ta očitek, da so bili v sodelovanju, v tihem, tajnem sodelovanju z Golobom. Drugo pa je, te volitve so pokazale, da stranke, če jih razvrstimo, kar se tiče nižjih davkov ali višjih davkov, je pravzaprav so stranke, ki pričakujejo nižje davke, dobile 48%. Med njimi tudi Resnica, Nova Slovenija in pa Logar. Si predstavljate koalicijo z Levico? Jaz si jo ne. Kako bo pa tale Stefanovič zapakiral? On zdaj neke 4 točke dašteva, ne? Ena je teh je tudi nižji davke. On je pohitel s to kadrovsko Bojan. Ampak zadnja točka pa ta suverenizem, ne? Kako bo pa to speljal? A si predstavljaš, da dobiš zunanjega ministra, ker zahteva zase zunanjega ministra in ga pošleš v Evropsko unijo, kako bi blejal tam po Evropski uniji Golob kvaj s tabo, ne? Mislim, človek nam tle predava v suverenizmu, ne? Ti si deklariran kao, ne? Evropejc, ne, in mislim, nemogoče. Stefanovič ima, ko sem ga prej primerjal z Zmagom Jelinčičem Plemenitim, jaz mislim, da ima on večje ambicije. Še bolj je plemenit. Ima večje ambicije v politiki, kot Zmago Jelinčič. Zmago je po volitvah tako rekel, jaz v vlado ne grem, mene ne zanima, ne. Ko boste rabili podporo, potrkite na vrata, bomo se zmenili, koliko to stane, pa bomo projektno sodelovali. Malo sem poenostavil, ampak to je bil njegov modus operandi. Ko je vlada rabila pač glas, kjerkoli vlada je že bila, ko je rabila pač glasove SNS-a, jih je lahko dobila, če se je potrudila. Bom tako rekel, da ne bo kdo rekel, da namigujem, da so bile kakšne finančne transakcije vzadnje, ampak če se je potrudila, jih je lahko dobila. Pri Stefanoviču jaz mislim, da on ima večje ambicije, da njemu imponira biti minister. Človek je bil policist, čeprav vem tudi, obsojen, se pravi, zdaj pa, da postane notranji minister, da postaje zdaj notranji minister, mislim, to se mi zdi, da je kar karierni preskok. V Hollywoodu bi že scenarije pisali. Filme pisali. Tako da, on, da bi zdaj na prvo roko rekel, tako ko Jelinčič, mene ne zanima, dajva se midva zmeniti tam z Golobom, kaj je za to dobim, pa bom jaz te tiho podpiral, ali pa da bi imel nek ločen sporazum, tako ko ga je imela Levica z Marjanom Šarcem, v vladi, jaz mislim, da ne, da on cika ne več. Zdaj, njega bolj zanimajo funkcije, kot denar, hočeš še kako? Pa kaj se mu učita? Da je nek uličar, da je nek populist, da nekako najlažje na te očitke pač odgovoriš. Sej vsak lahko dobi glasove na volitvah, ampak več od tega pa pol se on lahko pokaže na neke funkcije. Tudi svoje volilno telo, paste, Mi smo rekli, da bomo spreminjali stvari, zdaj smo dobili neko ministrstvo, 2, zdaj tu spreminjamo stvari. Se pravi, bolj dolgoročna ta zgodba, da nisi ti zdaj pridem not, naslednje volitve mogoče spet ne, pa pol naslednje spet pridem not. Tu se mi zdi, da ima večje ambicije. Se pravi, tista dva škaljalca tam, pripadnika škaljalskega klana, domnevna pripadnika so dobre, ki sta bila na njegovi konvenciji, se spomnište, so dobro investirali potem, Investicija, če stoji kakršenkoli od klanov, to je seveda domneva, za Stefanovičem je bila to absolutno dobro vložek. Mene malo spominja, sem še ta stavek, jaz ne vem, koliko vidva spremlja take bosanske razmere. Tam je minister za notranje zadeve Iso Ramak. To je človek, ki je podoben Stefanoviču, se pravi, builder, skrbi za telo, urejena frizura, torej nima frizurice, mislim, da je neki pobrit ali kako že, bradica, skratka, in bomo zelo hitro lahko tam, kjer je Bosna,
Ramo Isak, bomo zelo blizu tam, kaj je Bosna, ne, s takim, bom rekel, vprašljivim notranjim ministrom, ker jaz mislim, da pri Golobu je tako, veš, on za to ohranjanje oblasti bo tudi na to pristal, če mene vprašaš. S tem, da si bo verjetno želel zagotoviti državne sekretarje, potem, ki bi furali to zgodbo, ampak čudno se mi zdi, kako bi lahko Stevanoviću lahko ugural neki, da bom rekel, da bojo oni mu furali, on se bo pa slikal z lučkami okrog. Tako da ne zgleda mi tak tip, ne, on resno misli to, kar si ti rekel. Ne. Golob, po moje, danes misli, da je veliki zmagovalec. Ja, jaz mislim, da ga je Tina včeraj to prepričala doma. Ker je drugače sploh ne bi šel tja. Ne bi prišel tja. Ja, zdaj ne upam si predstavljati, kaj bi se zgodilo, če slučajno on osebno ne bi bil izvoljen. Če bi ta šok sploh preživel. Ampak on si zmerom zracionalizira stvari. Tudi če recimo se ustreli v koleno, si reče, hvala Bogu, da se nisem v glavo. Tako da, zdaj je on zmagovalec. Zdaj vprašanje, ti njegovi potencialni koalicijski partnerji, kako se bojo oni obnašali. Ne? Do zdaj smo bili navajeni, da so zmerom zmagovalci volitev bili zmagovalci glih sam na volilno noč, ne? Po zaprtju volišč. V ponedeljek so bili pa že tarča izsiljevanja, zato ker so bile koalicijske vlade in brez njih se ni dalo in ne vem kaj. Ne? In vsak si je mislil, ko se je zmagal, si glih 6 ur mislim, od 7 do polnoči sem bil zmagovalc, ne? V enih zjutraj drug dan sem že bil pač spet kanta za napucavanje. Golob je tukaj imel drugačno izkušnjo osebno, ker je pač tako premočno zmagal in je imel to naravno koalicijo z SD, še Levico zraven vzel, ki sicer ne bi rabo, pa so mu te stari rekli, da jo more, ne? Ampak ni bil on odvisen praktično od njih, ker oni tudi nič ne bi naredili, da bi pač ogrozili to vlado, ker potem seveda, Bog ne daj, bomo imeli spet Janša na oblasti, to pa najhujša stvar, kar se jo lahko ta stran na svet zamisli. Ne? Zdaj, če se bo Golob lotil na enak način teh pogajanj, ali pa tako, kot ga je včeraj vprašala, mislim, da novinarka TV Slovenija, Zorana Jankovića, kaj mu bo svetoval. Ja. To je zanimivo vprašanje, ker vemo, da Zoran Janković se ni izkazal za najbolj spretnega v tovrstnih pogovorih. Ne? In zdaj res vprašanje, kaj bo Golobu svetoval. Če mu bo svetoval, da naj vse stisne pa prvije, ne? Tako kot je njegov prvi refleks, se bo Golob precej namučil, da bo to vlado lahko sestavil in na koncu mu utegne zgoditi, da bo moral res na vse pristati. Ampak njegov problem je, da on v taki situaciji ne zna funkcionirati, kjer ni vse po njegovo. Ne? In jaz si ga ne predstavljam kot predsednika vlade, kjer se bo on mogel Bojan Miran že na seji vlade boriti za vsak glas, pa še v parlamentu za vsak glas. Jaz mislim, da se bo on hitro naveličal. Še veliko prej kot Marjan Šarec. Včeraj dejal vtis, Aljuša, da je da bo on to zlahka sestavil. Ne? Tak vtis je dejal včeraj. Ja, pa se on po moje ima tak občutek. Se on mislim, da ima tak občutek, ne? Samo, da bo naročil. Da bo naročil. To je tvoje. To je nekaj kosila, da jim plača. Takole, tudi Janez Janša, ki je recimo avion za Marjana Šarca, kar se teh stvari v politiki tiče, težko bi rekli, da je on z lahkoto sestavil te vlade, ko jih je mogel sestavljati. Ne? Takrat, ko Janković dobil volitve, pa ni sestavil, ali pa na predvečer epidemije, ko je Marjan Šarc odstopil. Ne? Se pravi, da bi pa zdaj, mislim, možno, da bo Robertu Golobu to z lahkoto uspelo, ne? Ampak jaz ne verjamem, zato ker on ni posebej priljubljen, ne? Niti pri svojih koalicijskih partnerjih. Ne? Če bi zdaj nekdo prišel, pa bi rekel Levici pa SD, bomo mi naredili anti-Janša vlado brez Goloba, to bi teklo vsi v tako vlado. Sem pač matematično zdaj ni možna. Se pravi, oni bojo z njim sodelovali po sili razmer. Ne? Kaj pa te obtožbe KPK-ja, pa ti postopki, to je vse še ostalo, ne? To zdaj nič ni ukinja, ne? Nič ni ostaja, zdaj, to je ta paradoks, ne, ki ga jaz vidim tu. Zdaj, recimo, nisem janšist, sem levičar po političnem prepričanju. Ampak zakaj mene recimo bi Janševa vlada manj motila kot Golobova vlada? Ker to na prvi pogled ni logično. Ne? Pa vem, da bi Janša delal poteze, ki meni recimo osebno ne bi bilo všeč. Da smo mi neka klient zdaj država, ne vem, ZDA ali pa Izraela ali pa Ukrajina ali pa česa hočeš. Ampak ko Janša vlada, inštitucije delujejo, Bojan Miran, ne? Ustavno sodišče... Oni bi rekli javno obratno. Ne? Ne, ampak ustavno sodišče bi ga bremzalo, ne? Da tako rečemo na rekovajih. KPK bi ga bremzalo, policija bi ga bremzala, ne? Parlament, to vse, mediji, vsi bi ga bremzali. Ne? Ne. Pri Golobu točno to.
pri Golobu, Drži. in to se vsak dan znova potrjuje, sam še hujše, če mene vprašate. Tle nobena inštitucija, ustavno sodišče, pozab. Komisija za preprečevanje korupcije, pozab. NPU, pa njegov direktor, ne, pozab. Očiščena janšistov. Pravosodje, pozab, ne. Če imamo tam odvetnice, doživljenjske odvetnice, ki razlagajo v kamero, kako so eni nedotakljivi, samo zato, ker so na tej strani in ne vem kva. In bivše ministrice za pravosodje in tako naprej. Mediji, itak pozabimo, ne. Se pravi, to je problem pri Golobu. On nima nobene kontrole in po mene ne čuti, da on misli, da bo to vse easy, da se bo on tako zmenil. Zdaj pa treba videti, te, ki so zdaj tu, ki ga držijo na nek način v šahu. Ne? V prvi vrsti Stevanović, pa potem tudi, če bo se obrnil na Logarja, če bo sploh rabo, če ne bojo Logarjevi poslanci že sami tekli k njemu. Ne? Ker ta finta s temi podpisi, ne? Ko je že predsednica republike rekla, veliko časa pred volitvam, ona bo dala mandat tismu, ki bo prinesel podpise. Se pravi, so tudi te centri moči tranzicijske levice nekako pričakovali, da bo rezultat tesen in so se že vnaprej zasigurali, da to tudi, če bi Janša recimo bil relativni zmagovalec, če ne bo imel podpisov, ne dobi mandata. Ne? In zdaj, če bo nekdo prišel s podpisi, bo ona vsa vesela, da bom bo dala mandat mandatarja. Ne? In jih bo čisto malo brigali, a so to podpisi poslancev, a so te stranke za to, a so predsedniki teh strank za to, pač šteli bojo tiste podpise. In tisti hip, ko jih bo imeli 46, bojo vložili. To je moj občutek. Celo, če bojo rabili za to tale poslanca manjšin, jaz mislim, da bojo šli tudi v tako noro idejo, da bi s poslanci manjšin imeli 46 glasov in bi vseeno šli vlagati. V tej fazi potem vloga je, recimo, ne rabi. Da je neka panika, ti kaže včerajšnji parkrat, bom rekel, ponavljanje tega ekstremnega Markeša, ne, tam v studiu RTV, da pravzaprav Golob ne obstaja brez levice. To je parkrat včeraj ponovno. Ja. Kaže, da se vendarle bojijo, da bi se lahko kakršenkoli drugačen scenarij, vsaj te, bom rekel, jaz jim rečem v narekovajih koristni idioti. Ne. Dočim, jaz mislim, da zakaj misliš, na kakšen način, to sem jaz poslušal Markeša, ki je rekel, ampak on je celo sebe deklariral. Ja, ampak ti bom razložil. Kakšno je to povezalo? Ti bom razložil. Zdaj, vsi te centri moči iz ozadja, ki imajo nek vpliv, bom rekel, na svobodo. Ne? Mi verjamem, da ta moment vidijo idealno rešitev Gibanje Svoboda, SD, Nova Slovenija in Demokrati, torej nekako tako imenovana koalicija za mlade, s tem, da Goloba odženejo, torej da ni on premierski kandidat. Ne? To je edina opcija, ki jim je možna. To je edina opcija, ki jim je možna ta moment, hkrati pa, da bi lahko bila vsaj deloma torej, stabilna. Ne? Ampak tle je seveda veliko čejev in pa možnosti. Spomnite se, ne, besed Milana Kučana o žlahtni desnici. Ja pa se, kaj pa sta Demokrati pa Nova Slovenija, jaz mislim, da so žlahtni demokrati. In Kučan bi eventualno tako zgodbo z njegovega vidika, torej, da noče Janše, bi mogel on to zgodbo podpreti. Kako se je vznebil Goloba, Miran? Golob je lih kar premagal Janša. KPK je mogoče, lih ugotavljala sta, ne? Ja, dobro, ampak Golob je lih kar premagal Janša. Ja, premagal je Janšo, ampak lej, če hočeš ti narediti v slovenskih medijih v 3 dneh, da je on loser volilni, boš to naredil. Ja, ali to, ali pa bojo kolesarji predrveli tlele pred parlament. To je špekulacija, ampak iz mojega zornega kota razmišljanje, da dobijo stabilnost, ki jim lahko zagotavlja 4 leta, pa da ni Janez Janša, to govorim zdaj z aspekta Milana Kučana, je to edina možna rešitev. Vse ostale so iluzorne. Dobro, če bomo počasi zaključili, ker zdaj so itak bomo, ne. Ja, zdaj bomo o tem govorili verjetno naslednje 3 mesece. Ne vem, verjetno boš koliko je, Ljušci veš, 90, koliko je? Ja, 90 dni. 90 je, ne? 90 dni, realno, ja. Dobro, Aljuš pa, Miran, najlepša hvala za enkrat. Hvala. Mi se vidimo že ta petek, nova ura resnice, pa nova debata o sestavljanju vlade, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je Bojani tudi Požar.